Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav iz studia televizije RKanal Plus. Zadnje obdobje zaznamuje pestro politično dogajanje. Dogajanje je bilo pestro že jeseni, ko so se zgodile prve predčasne parlamentarne volitve v samostojni Sloveniji. Oba nocojšnja gosta sta se jih udeležila. Tako je z nami poslanec SDS stranke Jože Tanko, ki je hkrati tudi vodja poslanske skupine v Državnem zboru. Z nami pa je tudi Miha Klun, ki se je predčasnih parlamentarnih volitev udeležil v Kočevju. Torej, lep pozdrav obema gostoma. Gospod Tanko in gospod Miha Klun. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Gospod Tanko, vaša vloga v parlamentu danes zagotovo ni lahka. Pripravili ste kar nekaj ukrepov, ljudem prav vsi niso bili povsem všeč. Kako pa ste uskladili te ukrepe znotraj koalicije? Ja, res je, ne. Prišli smo na oblast v zelo neprimernih razmerah, neprimernem času. Zadeve so težke, pravzaprav ljudem ne moremo ponuditi pravzaprav nič obetajočega. Pogovarjamo se samo o tem, kjer se bo kaj zmanjšalo, in za koalicijo je to pravzaprav neko najtežje obdobje, pa katerakoli bi že bila. Zdaj moram reči, da so zavedanje v koaliciji glede potrebnosti ukrepov na visoki ravni, pravzaprav, če ste opazili, je koalicija glede pristopa in glede vsebin koncepta ukrepov soglasna, da je to potrebno storiti, in to tudi na teh področjih. V teku so pogovori tudi z socialnimi partnerji, z sindikati in tudi nekaterimi drugimi interesnimi skupinami, in najbrž so nekateri ukrepi še nekoliko spremenili, uskladili, dodelali. Tiste najbolj štrleče zadeve se bodo poravnale, vendar globalo pa mora biti učinek teh sprememb pač takšen, kot je napovedan, okrog 800 milijonov evrov ali pa še nekaj čez na letni ravni, in nek podoben korak nas čaka še prihodnje leto. Tako da bo potrebnih veliko odrekanj, tako na tistih, ki so prejemniki takih ali drugačnih transferjev, tako pri tistih, ki dobivajo sredstva za delovanje iz državnih virov. Tu so pod udarom restrikcij oziroma racionalizacij vsi javni sistemi, tudi plače v javnem sektorju. In jaz upam, da bo ta ukrep šel na nek primeren način, brez referendumov, brez velikih zadev, tudi skozi postopek, in lahko pričakujem potem tudi dober odziv na zunanjih trgih, to je tam, kjer se država zadolžuje, jemlje denar za financiranje svoje porabe. Zdaj imamo obrestne mere relativno visoke, približno 40 do 50% više od držav, s katerimi poslujemo, in to predvsem veliko pomeni za nekonkurenčnost ali pa zmanjšuje konkurenčnost našega gospodarstva, ker se financira z bistveno dražjimi viri kot primerljivo okolje. In storiti moramo vse, da se spravimo na neko raven. Varčevanje, če mu tako temu rečemo, je potrebno. Celo najboljši sistemi, svetovne firme, svetovne znamke delajo permanentno na iskanju ali pa na zmanjševanju stroškov, tu iščejo svoje konkurenčne prednosti, in tudi naš javni sektor pač mora to nalogo opraviti. Do sedaj jo v glavnem ni. V težkih trenutkih naj bi Slovenci bili nekako enotni. Ste se kaj pogovarjali o teh varčevalnih ukrepih z opozicijo? Zdaj, ti varčevalni ukrepi so bili narejeni in tudi dovolj zgodaj predstavljeni tudi opoziciji. Jaz sem tudi sam večkrat prisostoval tem razgovorom, ki jih sklicuje predsednik vlade skupaj z vodji poslanskih skupin, in tam diskutiramo okrog teh ukrepov. Moram reči, da za nekatere stvari je neka stopnja soglasja višja, za nekatere nižja. Problem je v pristopu, to je bistvena razlika med nami in opozicijskimi strankami, med obema. Mi dajemo veliko tudi predvsem na tem, da se odpravijo stroški, nepotrebni stroški v delovanju države, medtem ko opozicijske stranke nekako so bolj nagnjeni k temu, da bi dvignili davke in s tem nekako ohranili vse te napake, ki so znotraj posameznih sistemov, ali pa, bom rekel,
nepotrebni stroški, ne. Tu so oni bolj blagi, mi pa računamo, oziroma smo pristopili k temu, treba najprej odpraviti te napake in potem eventualno, če bo še kaj potrebno, ne, z povišanjem eventualno katerega od davkov, predvsem recimo se tu misli na DDV. Ni pa nobene potrebe, da dvigujemo DDV, ker s tem prizadenemo vse, tudi tiste, ki ni potrebno, da jih prizadene višja stopnja DDV-ja. In naš koncept je pač tako narejen, ne, da pri tistih skupinah, ki so pod neko mejo, bom rekel, povprečja, ne posegamo in poskušamo, rekel, sprejemati ukrepe, ki zadenejo predvsem tiste srednje in višje sloje, ki se nekako laže borijo s krizo, ne, medtem ko tisti najnižji sloji se težko. In če zdaj to gremo z DDV, ki zadene vse, potem je jasno, da prizadenemo predvsem tiste, ki nimajo, ne, ti najtežje reagirajo. Gospod Klun, zanima me, glede na tradicionalno delitev na levico in desnico, za katero upamo, da ne bo preveč prizadela državljanov v teh težkih trenutkih. In glede na razmerje sil, vsi vemo, da v Ribnici dosega SDS stranka relativno dober rezultat in to že kar nekaj let, da pa je razmerje v Kočevju ravno obratno. Desnica v Kočevju nekako ne dosega dobrih rezultatov. Mislite, da je to mogoče premostiti in kako, na kakšen način? Glejte, jaz gledam politični spekter nekako statistično, ker mislim, da takšno na koncu tudi je. Vse se giblje v neki Gaussovi krivulji. Imamo pač nekatere okolja, sicer kjer je ta izrazita krivulja v eno smer, druga v drugo smer, ampak na koncu koncev odloča tisti največji sredinski del volilnega telesa. In jaz mislim, da je ravno Kočevje tisti dokaz, da je ta sredinski del tega volilnega telesa spodbudil spremembe na lokalnih volitvah pred 2 letoma. Tako da jaz ne bi mogel reči, da je zdaj to razmerje v Kočevju med desnico in levico drugačno, kakršno je v drugih krajih. Kot sem rekel, so detajli, nekje je več enih, nekje več drugih, ampak vendarle na koncu je tisti del volilnega telesa, ki je na sredini, ki se odloča, ki je tudi najbolj nepredvidljiv, ne. On se lahko odloči tako, lahko se odloči drugače in on je tisti, ki je tudi najbolj zahteven. In stranka, ki dobro dela, stranka, ki ima dober program, stranka, ki ima zaupanja vredne ljudi, ki ima jasno tudi neke reference in tudi zato morda ta levi del še dodaten pospešek v Kočevju dobi, ker ima neko tradicijo, so ga ljudje navajeni, pa vendarle je mogoče prebijati vsako razmerje tudi v Ribnici, tudi v Kočevju in tudi v kateremkoli drugem kraju. Tako da tisti, ki trdi, da v Kočevju ne bo nikoli drugače ali pa kje drugje, tisti se zagotovo moti. Nekateri pravijo, da desnica v Kočevju pravzaprav izginja, sploh v zadnjem času nekega pomembnejšega glasu ne bi imela več. No sej to v bistvu, tisto, kar sem prej povedal, se v bistvu potrjuje, če gledamo za obratne smeri, ne. Zakaj je recimo desnica v zadnjih letih v Kočevju nekoliko izgubila? Saj ni nobena skrivnost, da je recimo srednja stranka desne sredine v Kočevju imela notranje težave, notranje spore, ne. In jasno je, da če ti nimaš doma stvari poštimane tako, kot morajo biti urejene, je jasno, da ti ne boš tistega volilnega telesa, o katerem sem prej govoril, tistega sredinskega volilnega telesa, prepričal, da te volijo. In tako da mislim, da ne zgublja, vrača se pač k neki tisti osnovni bazi in od tukaj naprej, in nek preboj so že bile te državnozborske volitve v Kočevju, je pač potrebno nazaj graditi to bazo in to širino tega spektra. Vaša kandidatura v Kočevju je bila za marsikoga presenečenje. Kako gledate na to? No sej, lahko da je bila tudi zame presenečenje, ne. Glejte, pač ljudje imamo, jasno, vsi nestrpno čakamo objavo kandidatur, kjerkoli, ne. To vem, da je neka posebna, niti ne napetost, ampak neko posebno vzdušje tudi med nami, ker recimo delamo kampanje v Ribnici isto pred vsakimi volitvami in tudi verjetno v drugih strankah se sprašuje, kdo bo kandidiral, kaj bo kandidiral.
Tako da verjamem, da je bila za nekatere presenečenje, vendar za tiste, ki pa bolj poznajo razmere v Kočevju, pa ne moje ime, ki ni bilo poznano ime v taki meri, ampak da pa bo stranka prišla z nečim tretjim, z nečim novim, pa to zagotovo ni moglo biti tako presenečenje. Se je to izkazalo kot prednost? Jaz mislim, da se je, zato ker se je stranka ob moji kandidaturi takrat poenotila in mislim, da to vzdušje še vedno obstaja. Res pa je, da je treba zdaj delati naprej. Volitve so mimo, ta trend padanja rezultatov v Kočevju se je ustavil, kar je zelo pomembno. Celo nekoliko več, oziroma kar precej več kot na lokalnih volitvah je bilo glasov, ampak je zdaj treba delati naprej. In tam je ekipa postavljena in s to ekipo smo v stiku in ta ekipa upam, da bo tista, ki bo zadevo zapeljala v pravo smer. Gospod Tanko, odkot si lahko naši kraji glede na vaš položaj? Kot vemo, v vladi zasedate pomemben položaj, oziroma v parlamentu, da se nekoliko popravim. Odkot si lahko obetamo konkretno korist? No, zdaj mislim, da bi bilo dobro morda povprašati župane tega okolja, ne? Kajti oni so tisti, ki upravljajo, ki načrtujejo lokalno politiko, mi jim sicer kot občinski svetniki pomagamo. In oni najbolj vedo, ne, kje in kako lahko pridejo do nekih razgovorov, do nekih sodelovanj, tudi do nekih potem odzivov se strani aktualne politike. Bodisi da delujem jaz kot opozicijski ali pa koalicijski poslanec. Mislim, da je teh primerov sodelovanja in pomoči bilo v zgodovini zelo veliko. Zaprav sem sodeloval pri vseh teh ključnih projektih, ki so povezani z lokalnimi okolji našega volilnega okraja in tudi nekaterih drugih. Tudi recimo ta koridor 3A razvojne osi se je začel takrat, ko sem bil še sam župan, tudi sestavil sem prvi tekst, ki so ga podpisali vsi župani. Sodeloval sem pri umeščanju vseh teh projektov v razvojne programe države. Zdaj so se začeli nekateri tudi večji kosi teh projektov realizirati, tako na železnici, na cestah. Pomagal sem vsem občinam pri teh ključnih njihovih investicijah, pri katerih so dobili denar z države ali pa celo pridobili evropska sredstva in tudi za naprej. Se bo to dogajalo prav gotovo. Gospod Klon, kaj pa vi mislite, kaj je tisto ključno, kar bo pomagalo pri izhodu iz recesije? No, jaz mislim, da te ukrepi, ki se zdaj pojavljajo, te ukrepi, ki jih imamo zdaj na pladnju, so pravzaprav tisti ukrepi, če se spomnite naših rumenih knjižic 10+100 pred volitvami. Jaz mislim, da 90% koalicijske pogodbe pravzaprav temelji na teh ukrepih in teh predlogih, ki smo jih mi že takrat dajali, ki smo jih že takrat predstavljali in seveda v katere tudi smo verjeli in tudi sam verjamem, da so prava rešitev. Bi pa tukaj neko stvar vendarle opozoril, ne? Ko je govora o varčevanju, ko je govora o zategovanju pasu, o težkih časih, to je vse res in čez to bomo morali iti. To so šle države, ki so danes bistveno pred nami, Nemčija recimo kot najbolj, bom rekel, takšen zgled, in se je teh zadev lotila že 10 in več let nazaj. Tisti, ki malo bolj spremlja dogajanje, zdaj v zadnjih tednih, mesecih velikokrat slišal recimo usodo nemškega kanclerja Schröderja, ki si je lotil teh ukrepov, nekaj je to stalo politične kariere, pa vendarle Nemčijo državo je dvignil. To je zagotovo nujno. Tisto, kar sem pa hotel nadaljevati, pogrešam pa v javnih razpravah več poudarka na tem, zakaj to počnemo. Se to ne počnemo zato, ker si želimo, da bi bilo težko, pa ker si želimo, da ljudje ne bi dobro živeli in tako naprej. Jasno, da to je cilj in ti ukrepi so nujni prav zaradi tega, da do tega cilja pridemo. Mi moramo ustvariti v proračunu dovolj rezerve, da bomo potem v naslednjem koraku lahko razbremenili gospodarstvo, ker verjamemo, in tukaj se pa morda naš koncept nekoliko razlikuje od koncepta strank nasprotnega pola, mi verjamemo, da je gospodarstvo tisto, ki bo dvignilo to državo ven iz recesije. Verjamemo, da je gospodarstvo tisto, ki ustvarja in dobri pogoji gospodarjenja zagotavljajo tudi dobre zaposlitvenemu in, bom rekel, ustavitev trend brezposelnosti.
dobre zaposlitvene možnosti in kaj je tukaj interes države. Interes države seveda jasno je, da se je pripravljena odreči tem proračunskim prihodkom, ker na drugi strani se bo razbremenila prispevkov za brezposelne, plus tega bo pa še dodatno gospodarstvo kljub vsemu še vedno v ta proračun dajalo. In to je tisti cilj, ki ga zasledujemo, in to, kar se zdaj dogaja s temi varčevanji, s temi silnimi razpravami, tudi upori in tako naprej, je v bistvu samo prvi korak k temu, da pridemo do neke družbe blaginje, ki pa je itak v skupnem interesu. In to je tista točka, kjer se lahko poenotimo in kjer smo se v končni fazi, upam, vsaj poenotili, da si želimo Slovenijo močno, zdravo, uspešno državo. Pa se vam ne zdi, se opravičujem, da bo to pripomoglo k temu, da se bo zmanjšalo tudi povpraševanje, če ljudje ne bodo imeli plač oziroma tako visoke, kot so bile? Nekje je treba presekati, ne? Do določene mere zagotovo, ampak potem se vprašamo, kaj bi pa ta trend, ki ga sedaj imamo. Glejte, mi smo zadnja leta živeli na zadolževanje, ne? Saj tega trenda je enkrat konec. Mi smo generirali umetno povpraševanje s tem, ker smo se zadolževali, ampak enkrat pride račun. Ta račun moramo plačati. In nekje je treba zadevo ustaviti. Mi se zavedamo, kakor spremljam, sem prebral, da ti ukrepi vladni ne bi prvo leto celo nekoliko znižali bruto domači produkt, ne? Ampak to ni namen, da ga zniža. Namen je, da stopimo korak nazaj, zato da bomo v naslednjem trenutku naredili preboj, naredili korak naprej. 2 koraka. 5 korakov. 5 korakov. Gospod Tanko, ko se ljudje odpovedujemo svojim pravicam, je to običajno povezano z določenim uporom. Tako je bilo tudi z zadnjo stavko. Kako bi nekako šli lahko preko tega? No, jaz razumem, da povsod in v tistih primerih, ko se je potrebno nečem odpovedovati, ne nastopi pravzaprav vedno problem. Pa naj se gre to za neko gospodinjstvo, ne, ki je zašlo v neke težave in je treba se odločiti, česa ne bo, ali pa kako drugače pristopiti, da bomo zadevo rešili, ne. In kaj je tisto, kar ostaja kljub temu, ne, da ima gospodinjstvo težave, prioritete in nad tistem, kaj je treba delati, ne. In jaz mislim, da smo se lotili teh stvari, urejene teh stvari zelo logično, zelo rezonsko. Moram tudi reči, da smo poleg tega, da smo se lotili čiščenja po posameznih sektorjih države, smo istočasno pripravili tudi nekaj ukrepov, ki naj bi pomagali gospodarstvu, ne. To se pravi, znižali smo nekaj davkov, ne, nekaj na dohodninskem delu, nekaj na delu, ki zadeva gospodarske družbe, vse z namenom, da bi prišli, ne, pri tistih, ki imajo še kapital, ne, do nekih investicij. Investicije pa vedno prinesejo neke dodatne programe, neke posodobitve, neke konkurenčne prednosti, neke nove izdelke, omogočajo vstop na nove trge, ne, in na koncu tudi potrebujejo nekaj dodatnih novih ljudi, ne. Se pravi, da se ta proces zaposlovanja poskuša sprožiti. Nismo zdaj še pripravili nekih velikih stvari tudi na tem področju, ampak smo jih. Zdaj upam, da ljudje, ne, te premostitvene ukrepe razumejo in jih jemljajo tudi kot premostitvene, ne. Moram reči, da sta vsaj 2 zakona in 2 korekturi taki, ne, ki zadevajo tudi področja, ki sem jih sam predlagal, ne, kot nek socialni ukrep, ne. Recimo brezplačno prehrano, dijaško prehrano v srednjih šolah, tudi del teh stvari, kar zadeva prevoze dijakov in študentov, tudi to se bo racionaliziralo, ampak pač to je davek na razmere. Problem je samo v tem, da bi bili ti postopni prehodi lahko bistveno blažji, ne, če bi jih začeli leta 2009, pa nadaljevali 2010, pa 2012. Zdaj moramo vso to zamudo, ki se je nabrala, kajti takrat se tega ni nič storilo, na nek hiter način v 2 korakih poskušati odpraviti. Tako da povrnemo to zaupanje, ki sem prej rekel. In jaz upam, da ljudje razumejo težavnost situacije, da ne bodo nasedi tistim, ki poskušajo, ne vem, z insceniranimi temi protesti, stavkami in morebitnimi pozivi k referendumu te reforme zaustaviti. Ker če bomo
z referendumi te stvari zaustavili še za 1 leto, ne, pomeni še nadaljne 2 milijarde evrov zadolžitve, ne, in tudi še bistveno težji korak, ne, naslednje leto po tem. Ne, in jaz, glede na to, da živimo v nekem zelo primerljivem evropskem okolju, razumem, da bomo znali te ukrepe razumeti, ne, tudi nekoliko potrpeti in upati, ne, da bo prišlo do tega pravega odziva tudi pri gospodarstvu, kar ga je še ostalo živega. Ne. In pač to je tista osnova, na kateri je potrebno potem graditi tudi za naprej in upati na primeren odziv, na nova delovna mesta. Zdaj, če se samo še na lokalno okolje obrnem, ne, moram reči, da je Ribnica eno izmed okolij, ki bo s temi reformami nekoliko manj prizadeto kot nekatera druga okolja, ki so v bistveno slabši situaciji, ker je bistveno več tega na transferih. Ribnica je le eno zgledno gospodarsko okolje, lahko rečem nadpovprečno slovensko, dejavno, delovno, tudi uspešno. In tu vidim v takih okoljih nekako je manj teh problemov, tudi večje razumevanje je za take stvari. Medtem ko v okoljih, ker vse živi na transferju, ker vse živi ali pa večina tega živi na transferju, na pomočeh, ne, bodo te stvari nekoliko teže razumljive, ne, in tudi razumevanje nekoliko manjše. Mislim, da je prav ta problem izpostavljen pri Kočevju, gospod Klun. Prav tam je nekako vse bolj pasivno in manjka podjetniškega duha. To ugotavljajo celo sami kočevarji. Ja, te stvari smo poslušali na soočenjih, ne, in to so ugotavljali in jaz sem, glede na to, da sem bil kandidat iz Ribnice, bom rekel, včasih je bil to problem, ne, so se velikokrat ozirali name, ampak je bilo pa tudi velikokrat rečeno, ne, javno veter, mislim, da celo na vašem soočenju je rekel eden od sokandidatov, jaz mislim, da smo Ribnici lahko fovš. In dejansko je to mnenje prevladalo in jaz mislim, da ja, zato ker Ribnica se je takrat lotila zadeve drugače. Takrat smo mi spodbujali podjetništvo, takrat smo mi odpirali industrijske in obrtne cone, čeprav je to zdaj za nekoga lahko tudi problem, kot slišimo, ne, vsake toliko časa, ampak vendarle, ne. Ta pristop, tudi financirali smo podjetnike, da so se udeleževali sejmov, takrat še za časa županovanja gospoda Tanka. In vse to, že občutek, da je okolje, da je občina naklonjena okolju, če tudi nima seveda sama denarja, da bi direktno zdaj promovirala ali pa vplivala na poslovanje, ampak že ta občutek, da je podjetnik tukaj dobrodošel, da ima pogoje, da je občina maksimalno fleksibilna, ko je potrebno, je tisti, ki je pomagal, da smo dobivali in da so ljudje dobivali pogum, da so investirali v to okolje. In to je tisto, kar se nam zdaj vrača. Ribnica je ena izmed občin z praktično brezposelnostjo, ki ni problem. Je med manj problematičnimi slovenskimi občinami, ne? In jasno, s transferji se pa tega ne da narediti. In to je tisto, kar sem prej rekel. To je ta razlika med idejo, ki jo zastopa recimo nekje naša stranka ali pa ta desna sredina, ki izhaja iz tega, da je potrebno ustvarjati in da je treba gospodarstvu dajati možnost, da ustvarja, in med tistim delom, ki se pa bolj zavzema, da je pač potrebno z nekimi transferji blažiti posledice in upati, da se cela situacija premakne in obrne na bolje. Če ostaneva še nekoliko na lokalnem okolju. Prosila bi vas za pojasnilo. Prišlo je do reorganizacije Miklove hiše, nekatere enote Miklove hiše so prišle pod rokodelski center. Kakšna je pravzaprav dolgoročna vizija razvoja rokodelskega centra, glede na to, da sedaj upravlja tudi Ribniški grad? Neke rezultate se tukaj kažejo, ne. Res je, da ko se je ta rokodelski center načrtoval, je bila ideja, da bi to postal nek vseslovenski center. In mislim, da nismo bili zelo daleč od realizacije te ideje. V trenutku, ko je pa prišlo do odločitve, da bo to center, ki bo občinski, je pa seveda bilo treba odreagirati, s tem, da je bilo potrebno in po mojem mnenju pravilno ohraniti tisto osnovno idejo, ki je pa že takrat izhajala iz načrtovanja rokodelskega centra, to je, da je to nek center, ki se osredotoča na to bogatstvo, ki je v teh krajih, to je to rokodelstvo in rokodelska tradicija. In glede na to, da je do takrat v občini deloval muzej, ki je bil zelo uspešen
In se nam je zdelo logično in mislim, da je bila ta odločitev prava, da te stvari združimo pod eno streho in tako naredimo neko simbolno vez med tradicijo in hkrati pa tudi med prihodnostjo, ker jasno poslanstvo tega rokodelskega centra so tudi izobraževanje, vzgoja, spodbujanje, da bo ta tradicija živela. In v naslednji fazi seveda tudi, da bo prinesla tudi neke tudi tržne učinke, čeprav seveda čim je javni zavod, to ni namenjeno dobičku. In jaz mislim, da se zadeve dobro prijemljajo, izobraževalni programi so dobro zastavljeni, tudi likovna šola je bil naš projekt ali pa naša ideja nekje, ki je tudi noter zaživela in jaz mislim, da s takšnim razvojem, mislim, da je celo edini zdaj v Sloveniji rokodelski center, da s tem, ko bo rokodelski center nadaljeval to zgodbo, bo njegova vsebina dovolj močna in bo premočna, da takrat, ko se bo spet ideja vzpostavljanja neke rokodelske mreže, bo težko ubraniti, da bi ta center postal središče. Jaz mislim, da dolgoročno bo ta center postal središče in si bo to ime sam ustvaril z delom, za nadaljevanjem tega dela, ki ga že sedaj opravlja. Vse skupaj ne bi torej preraslo lokalni nivo? Ja, jaz si želim, ker tukaj je treba še nekaj vedeti. Mi smo se že pred leti, že za časa neke prejšnje vlade, takrat ni šlo naprej, pa bi je bila priložnost, ker so bile razmere bistveno boljše, kot so zdaj, da bi muzej dobil pooblastilo in bi že recimo sam muzej prišel pod upravljanje države in pa državni proračun. Tako da ta ideja, ta vizija še vedno ostaja. Se pravi, mogoče bomo morali počakati leto, dve, to ne vem, nisem seznanjen zdaj čisto konkretno, ampak vizija pa zagotovo je, da to preraste lokalni okvir. Gospod Tanko, zanima me še nekaj. Glede na to, da se državne investicije vse bolj upočasnjujejo oziroma odmikajo v prihodnost, tako se dogaja tudi z gradnjo železniške proge, kdaj lahko torej pričakujemo neko moderno prometno povezavo med Ribnico in Ljubljano? No, zdaj je treba le pogledati nek kosa, ki je daljši od Ribnice, kot je Ribnica in Ljubljana. To je potrebno le povezati, kar zadeva cestni koridor z mejo, s Hrvaško in morda še malo čez na hrvaški strani, progo pa zagotovo do Kočevja. Res je, da se v sklopu teh prestrukturiranj v proračunu režejo tudi nekatere ali pa zmanjšujejo nekatere investicije. Mislim, da bo nekaj tega prizadelo tudi to našo progo, vendar mi se bomo trudili, da se ta projekt čim prej zaključi, kajti tako odprt projekt, na pol narejen, ne bo služil svojemu namenu in tudi od njega ne bo možno koristiti tistega, kar pričakujemo. To se pravi vzpostavitev tovornega prometa iz Kočevja do Ljubljane in pa istočasno tudi vzpostavitev potniškega prometa, železniškega na tem koridorju. Mislim, da smo trudili še naprej za oba koridorja, cestnega in železniškega, in jaz upam, da bomo pač v tem letu in naslednjih letu ali dveh poskušali te zadeve nekako peljati tako, da bi se te stvari zaključile in uredile dokončno. Zdaj, to je bilo mogoče malo zamujenega v tistih prvih letih, to se pravi takoj leta 2009-2010, tam se je zadeva nekoliko upočasnila, 2006 smo sprejeli zakon, 2007 se je štartalo, tako da bi se dalo mogoče v tem delu malo hitreje. Zdaj pa, ko se dejansko vrši tudi redukcija, ker moramo ta naš primanjkljaj spraviti v te meje, pa bo potrebnega veliko truda, da bomo to spostavili. Navsezadnje tudi ta proga ni nek prednostni koridor z nivoja države. Na Barju se že kaj premika glede ceste? Kar zadeva urejanje škofliške obvoznice ali pa nekako preureditve obstoječe ceste, tu so se naredili nekateri koraki, da je vzpostavljena sta dve novi liniji mestnega prometa, ena je do Škofljice, druga do Grosuplja. To pomeni kar pomembno razbremenitev
na tem delu. Zdaj ne vem točno, ampak mislim, da bo v letošnjem letu končan tudi avtocestni priključek na Šmarju Sap. To bo pomenilo dodatno razbremenitev tega koridorja. In pa pripravlja se projekt, da bi se vzpostavilo tropasovno cesto, s tem, da bi bil pas premakljiv, ne. Tako da bi imeli dopoldan zjutraj 2 koridorja za Ljubljano, pa popoldan 2 koridorja za nazaj in enega nasprotno smer. Projekt v to smer se odvija, kdaj bo pa to vzpostavljeno, pa ta trenutek težko povem. Gospod Klun, se vam zdi slovenska družinska oziroma socialna politika dobra? Ja, odvisno s katere strani gledamo. Načeloma je dobra, ne. Seveda pa ta socialna politika, predvsem socialno politiko govorim, na drugi strani ustvarja tudi določene anomalije, ne. Ne sme se nam zgoditi in slabo je, ne, da so socialni transferi na koncu takšni, da ne stimulirajo ljudi, da bi delali, da bi iskali delo. Po eni strani hočemo ustreči tem ljudem in pomagati, ampak po drugi strani jim pa delamo škodo, ne. Tukaj in o tem smo se veliko pogovarjali, tudi že v občini, že odkar sem svetnik. Ponavadi se te stvari odpirajo v povezavi s kakšnimi romskimi problemi in tako naprej. In tam se dejansko ugotovi, da v tem segmentu socialna politika ni dobra, ne. Zdaj, družinska politika pa po moji oceni, pa bom rekel, da sem bil zelo presenečen ob določenih podatkih, ki smo jih dobili prav zdaj, ko se pogovarjamo toliko o varčevanju, ko se seveda tudi tukaj določeni ukrepi predvidevajo. In če gremo samo na segment recimo tega porodniškega dopusta, jaz osebno sem bil zelo presenečen, ker nisem vedel, da je Slovenija v bistvu v samem vrhu ugodnosti, ki jih daje v to družinsko politiko, ne. Mislim, da ni bilo države, ki bi imela 12 mesecev 100% nadomestila. Zelo sem bil pozoren ko je bil gost Odmevov, evropski komisar Potočnik, ki je dal jasno vedeti, rekel, veste, ampak v Bruslju je pa 16 tednov porodniški dopust. Tako da z tega vidika mislim, da veliko dajemo, ne. In tudi zato, pač jaz vem, ljudje, ko se navadijo na nekaj, ko jim daš, tudi drugi otrok v vrtcu je bil tudi predlog prejšnje Janševe vlade. Zelo dober predlog, tudi usmerjen v družino. In ljudje seveda se na to navadimo, zadeva je dobra in ko pride pa neka taka kriza, ko pride pa neka taka situacija, je pa malo težje razložiti, da je pa to vendarle zadeva, ki se moramo majčkeno potegniti nazaj, zato da bomo pač prebrodili in da bomo lahko nadaljevali s to zadevo tudi naprej. Tako da generalno gledano mislim, da imamo dobro družinsko politiko. Mislite, da bi ob učinkoviti družinski politiki potrebovali sploh pokojninsko reformo? To je pa večna tema, ne. Zdaj, jaz mislim, če gledamo sistem, kot je narejen, ne, medgeneracijska solidarnost, zdaj bom pa rekel zelo ekonomsko, ne, mora biti dovolj inputa, zato da je dovolj outputa, ne. Zdaj, če je družinska politika to, da raste nataliteta, sem jaz mislim, da družinska politika ni samo to, da raste nataliteta. Družinska politika je tudi, da se spodbuja kvaliteta življenja, ne. Tako da mislim, odgovor na to ste sami dali, ker je jasno. Gospod Tanko, še povezano z blaginjo, z gospodarsko rastjo, ne. Družinska politika lahko do takrat, ko imaš dobre pogoje, ne, na splošno. Vse to je ta kvaliteta. To je vse povezano, ne. Mora biti vse zaobjeto tukaj notri. Ribnica bo, kot kaže, gradila nov vrtec. So tukaj še odprte kakšne možnosti za dodatno državno financiranje? Ja, zdaj nekaj virov, ne, ima občina zagotovljenih preko prijave, tudi nekaj so dobili iz teh, če se ne motim, kohezijskih virov. Zdaj, kolikšne so možnosti, jaz upam, da niso vse te razpisne možnosti izčrpane. Zdaj, samo zato, ker gradi Ribnica vrtec, kakšnih dodatnih virov ne bo možno dobiti, ne. Jaz upam, da bo ta uvrstitev na lestvici, ne, kmalu padla, ne, na tako raven, ne, da bomo na vrsti za sofinansiranje. Koliko bo tega, pa je težko zdaj reči. Mislim, da približno 40 do 50% virov se bo za ta vrtec dalo dobiti, ne.
ostala sredstva pa bo najbrž moral zagotoviti občin, tako kot je v drugih primerih. Zadnje čase so mediji polni težkih besed o odpuščanjih, varčevanjih, stečajih, zategovanju pasu in podobnem. Kaj bi vi izpostavili kot pozitivno v tem obdobju? Pa to bi bilo lahko vprašanje za oba. No, sej, v enem delu sem na to že odgovoril, ko sem rekel, da pogrešam poudarke na tem, zakaj to počnemo. Ne? Mi te težke čase, pa to varčevanje, pa ne delamo zato, ker bi nam, ne vem, to bilo všeč ali pa ker bi ne bi imeli kaj drugega početi, ne? Ampak to počnemo zato, ker vemo, da je to nujno, zato da nam bo jutri, da bomo naredili ta preboj, da bomo jutri, da bomo sprostili gospodarstvo, da bo dihalo, da bomo imeli zaposlene, da bomo imeli dobra delovna mesta in dobre plače v končni fazi. Ne? To je tisto, zdaj to je že neka krilatica ali pa že neka fraza, ne? Zdaj kriza je lahko tudi priložnost, to smo veliko slišali v preteklosti, samo če nič ne narediš, če sam govoriš, seveda ni dovolj. Ne? In ko se pa lotiš zadeve, je pa težek res. Ne? Se tudi, če se odločite za neko investicijo, boste verjetno zelo težko in marsikakšno noč ne boste prespali zaradi tega, ampak to delate zato, da bi jutri imeli narejeno zadevo in da bi ta zadeva začela prinašati, ne zato, da boste izgubljali. In to je tisto, kar pogrešam in kar mislim, da je potrebno poudariti v tem času, da se vse to ne dogaja zaradi tega, da bi nam bilo slabše, ampak da se to dogaja zato, ker verjamemo in ker smo prepričani, da nam bo potem boljše. In to je tisto, kar je kar bi moralo biti pozitivno sporočilo ob teh novicah, ki jih dnevno spremljamo. Kaj pa vi vidite, gospod Tanko, kot pozitivno v tem obdobju? No, zdaj, če se obrnem in gledam to bolj z tega podjetniškega vidika, najbrž je dobro to, ne, da pravzaprav enkrat pogledamo, kje so stvari, ki so za neko delovanje sistema običajne, normalne, kje je tisto, kar je česa, kar imamo preveč, ne, in neobhodno ne potrebujemo. Tu bi se potem te zadeve poskušale izravnati, ne, tudi v tem javnem delu. In na osnovi teh racionalizacij, teh učinkov, ki bodo, ne, potem zastaviti nekaj dodanega, nekaj novega. In jaz mislim, da to razumemo, pač poslovno okolje in Ribnica je tako okolje, najbrž to razume bolj kot neko sosednje okolje, recimo Kočevje, ne, da je treba pač te stvari na tak način obrniti. Vse gospodarske družbe v Ribnici, ne, so permanentno v tem postopku racionalizacij, varčevanja, preusmerjanja, začasnega odpovedovanja, ne, določenim stvarem, ne, in na tem je pač treba graditi, ne, če hočeš dobiti nekaj dodanega, nekaj za razvoj. In jaz mislim, da se bo dalo tudi na tej državni ravni, ne, priti do nekih učinkov brez kakšnih posebnih, bom rekel, zadev, ne, ki bi jih spremljali, recimo ulica, ne, ali pa stavke pretirane, in da bomo na osnovi tega potem znali postaviti nov koncept, nov model in enostavno potem zagotoviti skozi razvoj tudi nova delovna mesta, ne, predvsem za tiste, ki so pristopili na trg dela, in takih je veliko. Ne. Prej ste omenili, gospod Klun, da je kriza tudi priložnost. Vseeno pa se nam zdi, da jo vedno ne znamo videti. Zakaj? Ljudje smo različni, ne? Eni bolj prodorni, eni manj prodorni, eni bolj radovedni, drugi manj radovedni. To je kompleksno vprašanje, to ni vprašanje, ki bi rekel zdaj, ne vem, je skupek vsega, je skupek poguma, je skupek šolskega sistema, ker mislim, da je prav šolski sistem tisti, ki bi moral spodbujati ljudi k podjetnosti, k ustvarjalnosti, k iznajdljivosti, pa ne v takem smislu, kot smo se pogovarjali 30 let nazaj, ampak tisti pravi podjetni iznajdljivosti, radovednosti in tako naprej. In sej na koncu sej ne uspe vsakomur, ne? Ampak mislim pa, da tisti, ki pa so se že lotili, ki so zbrali pogum, ki so šli v korak, ki so tudi v teh časih
bom rekel, investirali, žanjejo uspehe. Saj imamo tudi v Sloveniji Boscarole, pa imamo Akrapoviče, pa imamo ljudi, ki so znali to krizo izkoristiti kot priložnost. Ampak predvsem je pa potrebno spremeniti miselnost, po mojem mnenju, mentaliteto, da se ustvarja neko vzdušje spodbujanja, ne pa nevošljivosti. Mislim, da je prav to vzdušje nevošljivosti ali pa privošljivosti, če še komu slabo, tisto, kar še dodatno destimulira nekoga, ki pa želi nekaj pokazati, ki želi ustvarjati. Ne? Tako da ta zadeva ne bo rešljiva čez noč. To je stvar mentalitete naroda tudi in to bomo morali in moramo spreminjati vsakodnevno. Ne bomo pa se zbudili in bomo rekli, aha, jutri bomo pa začeli priložnosti iskati. Če to ne bo iz nas zraslo, če ne bomo vzgojeni v tem duhu, potem nam ne bo uspelo. Zato je tudi pomemben segment tega reformnega paketa tudi poudarek na šolskem sistemu, na vzgojnem sistemu, kako ljudi izobraževati. Recimo v koalicijski pogodbi je poudarek na tem, da se spodbuje tehnične študije, da je družboslovni študij dovolj, ker pa ta cikel se lahko obrne. Ja, spodbujati, obstajajo mehanizmi in obstajajo ukrepi. Nič nam ne pomaga, če spodbujamo ljudi, ki so jutri brez službe, ker jih dvakrat financiramo. In vse to je povezano in vse to pač je tisto, kar nam bo pomagalo, ampak kot rečeno, ne vem, če bo dovolj en mandat. Ampak zagotovo bo potrebno to potiti. Računate, da bo naslednji mandat še vaš? Glejte, vse je odvisno, ne, od tega, kako bodo ti ukrepi, ki so predlagani in naslednji, ki še bodo nekako prijeli. Ne. Zdaj, mi smo vpeti ne samo v to domače okolje, v lokalno, ampak tudi širše. Slovenija je predvsem močen izvoznik, ne vpeta v to srednjeevropsko okolje in delno smo tudi od njega zelo odvisni. In če bo to prestrukturiranje, o katerem govorimo, če bo tisto, kar se je že namenilo in se še bo namenilo za investicije v gospodarstvu, za nova delovna mesta in tako naprej, potem je možno optimistično pričakovati tudi dober odziv na volitvah. Jaz pričakujem, da bodo ukrepi, ki smo jih predlagali in ki jih še bodo taki, ki bodo dali veliko priložnosti tistim, ki se znajo obrniti, ki bodo izbrali prave projekte, potegnili prave odločitve in velika večina mora biti takih, če hočemo, da bomo uspeli. Jaz pričakujem, da bo ta odziv, kot sem že rekel, v državi ugoden, da bo tudi gospodarski segment, ki je pravzaprav vedno nosil breme vsega tega in bo tudi vnaprej dobro odreagiral, da bo njegov rezultat dober in na tem bomo gradili zagotovo tako stanje, tako politike in pa tudi pričakovanja za naprej. Slovensko gospodarstvo je precej odvisno torej od dogajanja na tujih trgih. Država je pri reševanju krize pričela torej na svojem, z javnim sektorjem. Kaj pa boste storili za nov gospodarski zagon? To mi lahko tudi oba odgovorite. Ja, država je res zelo odvisna od izvoza, od vpetosti v zunanje okolje, vendar tu moram le reči, da se tista pričakovanja vlade, prejšnje vlade, ko je nekako govorila, da bomo to leto, bomo leto 2009, pa 2010 bomo nekako prebrodili s temi socialnimi ukrepi, ta čas se bo pa v Evropi zgodil preobrat in nas bo to potegnilo naprej. To se je veliko računalo predvsem na ta gospodarski zagon v Nemčiji. To se je sicer v tem letu, pa tudi v prejšnjem Nemčiji zgodilo. Nemčija je prišla zdaj na gospodarsko rast in na razmere, ki so boljše kot pred krizo, pa to le ni potegnilo slovenskega gospodarstva in dalo slovenskemu gospodarstvu toliko zagona. Se pravi, da tudi te razmere za prilagoditev niso bile v Sloveniji dovolj dobre. Da so bila bremena, ki jih je država plačevala prevelika in
tega odziva ni bilo, nismo bili pripravljeni na nov zagon. In jaz upam, da bodo ukrepi, ne, ki bodo prišli sedaj, taki, da bomo to omogočili. Kot sem rekel, mi smo zdaj že znižali davek od dobička gospodarskih družb, to se pravi, s tem se bo omogočilo tistim, ki imajo dober poslovni rezultat, nek dodatni zagon. Podobno smo naredili to pri dohodnini. Zdaj imamo na vrsti, sprejeli in smo že tudi ta paket olajšav v raziskave in razvoj, predvsem ta razvojni del je ključen, ne, ker je predvsem nov izdelek, ne, daje neko daljše obdobje, možnost dobivanja neke dodane vrednosti. Ni vseeno, ali si z izdelkom prvi ali med prvimi na trgu, ali pa si med zadnjimi, ne, ker v tistem času pač ta življenjska doba takega artikla nekako ugasne. Tudi moramo narediti nekaj predvsem na izboljšavi sodnega sistema. To je pravzaprav ključna cokla, ne, gospodarskega razvoja. Pa ne sliši se tako nekako čudno, je učinkovito delovanje sodnega sistema. Mi imamo v tem delu, ne, izredno velike težave, postopki se ne zaključujejo, stečajni postopki stojijo, insolvenčna zakonodaja je slaba, pa tudi tam, kjer se je ugotovilo velike nepravilnosti, ne, se procesi ne razvijajo do konca dovolj hitro ali pa se sploh ne. Jaz upam, da bomo za te spremembe dobili zadostno podporo. Tu je treba dobiti več, kot ima koalicija na razpolago mandatov oziroma glasov, in jaz upam, da bomo s temi mehanizmi prišli, ne, do nekega srečnega, dobrega razpleta, in to bi bili dobri pogoji, ne, za te mehanizmi. Če pa tega ne bomo uredili, potem smo pa kar naprej ubadali z neplačevanjem, z kreditnim krčem, z drugimi ovirami, in ta neodzivnost gospodarstva je predvsem v veliki meri povezana s temi medsebojnimi razmerji v gospodarstvu, ne, ko se postopki niso zaključili, ko se razmere niso očistile, ne, ko je neka firma, ne vem, 5 let v stečajnem postopku, ne, in upniki niso poplačani, nekaj se dela tako, nekaj zraven, stečajni upravitelji lahko zavlačujejo, ne, delajo težave gospodarstvu, in s tem je treba počasi zaključiti. Jaz upam, no, da bomo tudi na tem področju lahko storili nekaj bolj korenitega, da bomo te roke bistveno skrajšali. Gospod Klon, vi ste pravnik, kako vi gledate na to, glede na dejstvo, da mi pred dnevi rekel nek kočevski podjetnik: imam ogromno dolgov, ampak drugi so mi dolžni še več. Ne, to je dejansko problem. In to se popolnoma strinjam. V pravni državi se te stvari ne bi smeli dogajati, preprosto tega ne bi smelo biti. In pogoji za podjetništvo, pa ne samo za podjetništvo, za vse medsebojne odnose, vse kaj pa je pravo. Pravo je neko kultivirano ali pa poskus, da bi na kultiviran način urejali medsebojne odnose, ne? Da se ne bi posluževali samo pomoči, da se ne bi posluževali nekih agresivnih, ne vem kakšnih metod. Pravo je tisto, ki ne bi zagotovilo, da se to na civiliziran način rešuje. Jasno, predpogoj pa je, da sistem deluje. In jaz mislim, da je tukaj dejansko, temu ni kaj dodati. Dejstvo je, da so postopki predolgi, dejstvo je, da smo uspeli v preteklih 3-4 letih do maksimuma zakomplicirati postopke. Mi nismo pisali zakonov, ki bi bili logični, mi smo se ukvarjali z nekimi birokratskimi rešitvami, kako postopek do najtanjše, najmanjše možne podrobnosti napisati, zato da ne bi bilo zlorab, ampak še vedno so zlorabe, ker poudarek mora biti na neki naravni, logični, smiselni uporabi prava v smislu tistega, kar pravo je, to je pravičnost. Ne pa, da bomo iskali vejce, pa pike, pa ne vem, pomišljaje, pa se trudili, da bomo to zapisali. In spet je to del, eno je del, bom rekel, spet sem vrnil tisto vzgojo pa izobraževalni sistem, drugo je pa tisto, kar država lahko hitro naredi, to je, da za nekimi ukrepi omeji ali pa definira postopke, koliko časa smejo trajati. Mi po nekih statističnih podatkih imamo nadpovprečno število sodnikov na prebivalca, kar pomeni, da tukaj neke rezerve so.
ugotoviti in te rezerve so v veliki meri skrite v procesni zakonodaji, ker imamo preveč zakomplicirane postopke. Seveda, po drugi strani bodo rekli, da se s tem varujejo pravice drugih, pa šibkejših in tako naprej, ampak se da dobiti neko razmerje in to je tisto, kar nam bo potem pravno državo, bom rekel, naredilo dejansko pravno. In ko sem govoril o naravni in logični uporabi prava, mi dajemo danes premalo poudarka sodni praksi in to je tisto, kar želimo še intenzivirati in tudi v koalicijski pogodbi je predvideno, torej, da se sodni praksi tistemu, kar pomeni dejanska uporaba prava, ne tisto, kar je napisano, ampak tisto, kar sodišče na koncu odloči, to je Vrhovno sodišče, ki skrbi za enotno uporabo prava in pa enotno sodno prakso, da se da temu večjo težo, seveda glede na sistem, v katerem smo pač del kontinentalnega sistema, ampak kljub vsemu to je ključ. In pa še nekaj, tisto, kar se bom vrnil nazaj, ko smo govorili o insolvenčnih postopkih, o stečajih, o takšni in drugačni zakonodaji. Vse to in pa dejstvo, da smo imeli mi v 90-ih letih eno veliko krajo družbenega premoženja, ki bo očitno ostala nepojasnjena, nedokazana. Vse to je tisto, kar nas tudi še sedaj mori. Direktna posledica tega, da smo imeli ljudi, ki so prišli na takšen način do ogromnega premoženja, je, da pri nas recimo nek dobiček, ki ga ustvari nek pošten človek z poštenim delom, ni cenjen oziroma je že skoraj nacionalni šport tekmovati, kako bomo ta dobiček omejili, kako bomo ljudi, bom rekel, jih obdavčili, da ne bodo imeli, ker je greh imeti dobiček. Imeti dobiček ni greh, če je seveda ustvarjen pošteno, če seveda imajo ljudje nekaj od tega, ki so zaposleni, ki participirajo pri tem dobičku in seveda ima tudi država. Vse to je tista miselnost, ki jo bomo slej ko prej morali preseči, priti do nje, da bomo prišli na pot razvite, moderne, pravne in socialne države. Gospod Tanko, zaključili bi z vami in sicer s vprašanjem, kakšna je bila Slovenija videti po zaključku mandata te vlade? Predvsem boljša, uspešnejša, prodorna, inovativna, fleksibilna, prilagodljiva, brez teh zadev, enostavno si ne predstavljam države. Če nemo s temi prizadevanji, ki so sedaj na dnevnih redih, na agendi vlade in koalicije, na agendi delovanja državnega zbora, uspeli, potem bo Slovenija v težki situaciji. Vsekakor si želim, da se ponovno vrnemo na trende, ki so bili pred tem mandatom, ko smo se zelo približali evropskemu povprečju po gospodarski uspešnosti, po standardu, in te trende, ki so sedaj, treba enostavno obrniti, ker zdaj smo prišli po nekaterih raziskavah na stanje, v katerem smo leta 2005. To se pravi, da smo v 7 letih trdega dela prišli na nulo. Nazaj. In škoda je to, da smo zamudili v tem dinamičnem delu toliko. Imeli smo priložnosti, odzivi niso bili dobri v obdobju pred tem. Mi smo takrat predlagali vrsto ukrepov, ki so bili podobno kot ti, ki jih sedaj predlagamo na področju gospodarstva, usmerjeni v razvijanje tega gospodarskega življenja, gospodarske kulture, gospodarskega razvoja. In če bi takrat nekateri od teh ukrepov sprejeli, vem, da ni bilo možno vseh, ali pa da jih koalicija ne bi sprejela vseh, ker so tudi konceptualno imeli drugačen pristop, ampak nekateri bi bili zagotovo tudi v drugačni situaciji, kot smo sedaj. Ni bilo nobene potrebe, da smo pravzaprav tista evropska država, ki je v teh nekaj letih te krize doživela največji padec, kar zadeva gospodarsko rast. In kar se je to zgodilo, se zgodile tudi težave v vseh drugih sistemih. Mi smo v teh 3 letih izgubili okrog 150,000 delovnih mest, od tega jih je šlo nekaj na Zavod za zaposlovanje, približno 60,000
med brezposelne, 30 000 se jih je upokojilo, ne, in izginilo približno 80 000 delovnih mest pod delovnih dovoljenjih. To se pravi, da so bili zaposleni tujci, ki so delali pri nas, ustvarjali dobičke pri nas, ne, punili blagajne pri nas, in zdaj tega ni več. In del tega je šel v transfer, to se pravi na negativni del bilance, in to je treba enostavno nadomestiti. Ne. Postati moramo država, ne, ki bo privlačna za investitorje, to se pravi tuje, ki bo privlačna tudi, če bomo uspešni, tudi za druge delavce, ne, in da bo čedalje več tistih, ki bodo pomagali ustvarjati dobro gospodarsko okolje v državi, da bo naš bruto družbeni produkt zrastel in iz tega potem se lahko razvijajo in stimulirajo tudi vse ostale zadeve. In morda v naslednjih letih del ali pa večino teh pravic, ki se bodo sedaj zmanjšale, tudi povrnemo tistim, ki bodo tega upravičeni. Kakšna pa bi morala biti Ribnica? In pa seveda tudi Kočevje. Ja, Ribnica bom rekel taka, kot je, pa še boljša. Lejte, jaz mislim, da vsako okolje najprej mora opredeliti, kaj so njegove naravne prednosti. Mi točno vemo, kaj so naše naravne prednosti. So gozdovi, je les, je pa ne nazadnje tudi oddaljenost iz Ljubljane. Se Ribnica ni tako zelo oddaljena iz Ljubljane, da bi bila to ovira, ampak po drugi strani pa ravno dovolj, da je to lahko prednost, da se ljudje umaknejo k nam. Mi smo že v programu, ko smo kandidirali na lokalnih volitvah, zapisali, da je naš cilj, da pač Ribnica postane ali pa ostane neka skupnost zdravih in zadovoljnih ljudi, in na ta način smo tudi naš program razdelali po točkah. Jaz mislim, da se ta program uresničuje, seveda, da do tega pridemo, je pač pa potrebno delati na vseh segmentih. Danes smo se veliko pogovarjali o gospodarstvu, jaz mislim, da tukaj je bilo veliko narejenega in še veliko bo. Tudi upam, da smo zdaj pa res tik pred tem, da se še dodatne prostorske možnosti odprejo na tem segmentu. Je infrastruktura, zlasti širokopasovno omrežje, to je tista zadeva, ki nam zaenkrat še ni uspela, ampak zagotovo je to prioritet. Jasno, da bo treba dobiti še sofinancerja, ali bo to država, ali bo to zasebni partner, ampak dejstvo je, da je to danes nuja. Naredili smo veliko že na področju kmetijstva in komasacij, združevanja, zlaganja zemljišč. Tudi to je tisto, kar nam dela pokrajino, poleg tega, da je korist dvojna, tudi ker nam dela pokrajino lepo in zaokroženo in se ne zaraščajo zadeve. Potem na kulturnem področju ravno tako je treba spodbujati in se spodbuja od prostovoljnih društev do profesionalne pa kulture na malo višjem nivoju, športna igrišča, in pa zdaj sem se vrnil, čeprav bi lahko rekel tudi na prvem mestu, pač ta del otroci in tudi tukaj z vrtcem, z nadaljevanjem otroških igrišč. Skratka, da se ustvari neko okolje, kjer so zagotovljene vse potrebe, kjer so prebivalci zadovoljni, ker imamo kam iti, ker se imamo kje družiti. Sem vam rekel, da je zadeva zdaj idealna, ampak je pa jasno, da zadeve ne grejo čez noč. Mislim pa, da je prava pot in da jo treba nadaljevati, pa ne glede na to, kdo bo imel v prihodnosti možnost in priložnost voditi to občino. Ja, najlepša vam hvala za ta pogovor. Zahvaljujem se gledalcem za pozornost in želim prijetno nadaljevanje dneva še naprej. Hvala.